Spoštovani, na evropskih cestah vsako leto umre 20 tisoč ljudi. 140 tisoč ljudi se hudo telesno poškoduje. Gre za epidemijo in gre za tiho vojno, ki je velikokrat spregledana. Spregledana je predvsem ne samo kot statistični podatek, temveč tudi dejstvo, da vsaka od teh enic prizadene 113 oseb. Kdo so ti? Kakšna družina potem nastane? In nenadoma ugotovimo, da v Evropi vsako leto izgubimo številne talente. Talente v družini, v podjetjih, v naciji in seveda na celotnem planetu. 113 neposredno prizadetih pomeni, da Slovenija, ki ima 2 milijona, toliko ljudi je zaznamovanih s posledicami prometnih nesreč samo zaradi smrti. Vendar so spregledani tudi tisti, ki so hudo telesno poškodovani. Največkrat pa jih v družbah skrijemo. Primer v Sloveniji Stara Gora pri Novi Gorici, v gozdu, Draga pri Škofljici, v gozdu. Kdo pozna te ljudi? Ja, tisti, ki so zaposleni, tisti, ki čutijo to poslanstvo, tisti, ki se žrtvujejo za njihovo negovanje in največkrat je to mama. Mama, ki rodi in čuti tisto bolečino, in očetje, dostikrat smo pri temu nekako spregledani, ne zmoremo in se umaknemo. In tak primer sem imel pred nedavnim, ko je gospod prišel k nam na zavod Varna pot, rekel, da nas spremlja že 15 let, vendar ni imel poguma, da nas nagovori. Ta pogum mu je ušel zaradi tega, ker je v prometni nesreči so umrli 4 ljudje, on je bil povzročitelj prometne nesreče. Pojavi se tisto večno vprašanje, zakaj meni, zakaj na tej cesti, zakaj ravno v tem trenutku in zakaj take posledice. In takrat sem mu odgovoril, da kot strokovnjak, tako kot jih imamo strokovnjake v Sloveniji, vemo za nastanek. Zakaj pa ne odgovorijo verski voditelji, ki poznajo duhovni svet. In verski voditelji nas od prvega dne umestitve tega spomenika tudi spremljajo. Živeti v veri, živeti v upanju je tudi upanje za tega človeka in za vseh tistih 113, ki so neposredno prizadeti. Vendar največja ovira na tej poti nam je Dostikrat nas on seveda zaustavi, ker preprosto tega odgovora ne moremo dobiti. In praviloma ga ne dobimo nikoli. Naj bo tak spomenik spomin in opomin. Naj bo točka sprave in srečanja. Kajti bolečine so tako na eni kot na drugi strani, vendar dokler ne pride do sprave, dokler ne pride do tistega oprosti v srcu, težko živimo naprej. In zato je Zavod Varna pot tista organizacija, ki razume to hudo bolečino in ki bo pomagala vsem ljudem opolnomočiti se za vsakdanja življenja, predvsem kot spomin in opomin, da naredimo vizijo nič in zmanjšamo to trpljenje na slovenskih, evropskih in svetovnih cestah. V tem tednu so številne organizacije po celotnem svetu nekako na nek način opominjajo, da izgubljamo naše talente. In teh talentov je veliko. Lansko leto smo povezali v svetovnem dnevu 650 milijonov ljudi, letos je naš cilj približno milijarda. Iz te male Slovenije s pomočjo ene čudovite agencije, čudovitih ljudi in vseh vas, ki ste vsako leto z nami, bomo to bolečino in ta apel za vizijo nič ponesli po celotnem planetu. Hvala lepa slehernemu izmed vas, da se trudite in razumete, naše poslanstvo, našo bolečino in naš apel.